Zdaj v tem videoposnetku sem rekel, da si bomo malo več pogledali programe, ki sem jih uporabljal in katerega zdaj uporabljam za montažo videoposnetkov. Potem pa socialna omrežja, se pravi, kam nalagam posnetke, koliko so prilagojeni za neko posamezno to spletno platformo, recimo. Težave, ovire, ki so nastale, in pa izzivi, ki jih imam še vedno. Pa ni videti konca problema. Ko enega rešiš, se pol dva nova pokažeta, tako da upam, da bo počasi konec tem, no. Zdaj vse skupaj se je začelo takrat že dalj časa nazaj z Windows Movie Maker. To je bil en tak čisto osnovni program zraven Windowsov. Ni mi bil všeč. Za eno silo je bil, ni bil pa niti približno to, kar bi rabil. Nekako ti je omogočil tisto osnovno montažo, ampak to je bilo pa tudi vse, no. Tako da sem pol kar kmalu spoznal pa preklopil na Cyberlink Power Director. Tudi takrat je bil, mislim, da 6 ali 7 generacija. Moram reči, da z njim sem bil pa precej zadovoljen. Ta program mi je bil precej všeč, rabil sem takrat nekaj časa, da sem se ga navadil, ampak pol je pa steklo. Zdaj vmes sem še poskusil montirati z Sony Vegasom, pa Adobe Premiere, pa Adobe After Effects sem uporabljal. Vem, da sem prav ene poletne počitnice, ko sem bil še v srednji šoli ali na faksu, gledal tutoriale na YouTubu pa poskušal na vse možne načine, ampak nekako mi ni potegnilo. Mogoče tudi zato, ker sem bil preveč navajen tega Cyberlinka, no. Vmes se je ta Cyberlink skozi posodabljal in zdaj odzunaj Cyberlink Power Director 16, katerega še danes uporabljam in s katerim delam vse posnetke. Mislim, da je to en super program, ki omogoča enemu amaterju zelo kvalitetne posnetke, no. Se pravi, za YouTube, za Facebook, za socialna omrežja, bom rekel, na dosti enostaven način lahko narediš dosti kvaliteten posnetek, ker ti omogoča vse tisto najbolj nujno oziroma vse tisto, kar dejansko rabiš. Imaš še cel kup nekih možnosti, ki jih jaz niti ne uporabljam, ker jih ne rabim. Zdaj mogoče še samo zanimivost, na telefonu uporabljam pa en program, reče se YouCut. To je samo na hitro za porezati posnetek, za kak story objaviti ali pa kak hiter reel. Zdaj urejanje poteka tako, da najprej uvozim posnetke, se pravi v program, pol jih pa vstavim v zaporedje pa naredim samo osnovno, se pravi, da jih samo osnovno obrežem. Tisti balast stran, samo tisto, kar hočem prikazati. Pol po potrebi popravim zvok, če je treba dodam, da ga dam malo bolj na glas ali pa malo bolj potih. Potem pa še svetlobo, ne, se pravi, dodam kontrast, povečam svetlobo ali pa zmanjšam svetlobo. Zdaj, če je posnetek že v osnovi slab, da je temen, je to zelo težko regulirati oziroma ne moreš glih nekega čudeža delati, no. Potem sledi druga faza obrazovanja, da vse tiste stvari, ki se ponavljajo ali pa ki so dolgočasne, še enkrat obrežem pa jih vržem ven. Potem uvozim glasbo, če videoposnetki zraven neka muzika, glasba, tisto dodam. Zdaj ponavadi sem malo gledal, da je približno vsaj malo nabit na ritem glasbe, da ni čisto kontra, da je pol tudi posnetek bolj zanimiv, da ga je bolj prijetno gledati pa poslušati, ne. Zdaj v večini primerov uporabljam copyright free muzike, no, se pravi, kjer avtorji dovolijo, da se glasba uporablja. Pol pride pa nekako tretja faza, ko počakam kak teden, da malo pozabim vse skupaj, pa grem pol na novo spet vse pogledat, ker pol ponavadi kar najdem še neke skrite napake, ki jih prej niti ne opazim, ne, ali se nekaj ponavlja, ali je predolg, ali so neke nepomembne informacije noter, tako da pol v bistvu še enkrat vse skupaj pregledam pa pokrajšam. Potem je nekako to, pol pa izvozim najprej ta dolgo verzijo za YouTube, se pravi, ta dolgi, jaz rečem ta kvaliteten posnetek. Izvozim ponavadi ali 60 sličic na sekundo ali pa 120, vsaj tako je bilo do zdaj, v 2.7K resoluciji. Zdaj govorili smo nekaj o spremembah, da bi šli na 4K resolucijo pa 30 sličic na sekundo. Človeško oko zazna gibanje 16 do 24 sličic na sekundo, ne. Zdaj, če hočeš pa tekoče, je pa med 30 in 60 sličic na sekundo. 30 je ponavadi, če je to neka hoja, kolesarjenje, karkoli, če so pa neki hitri, eksplozivni gibi, je pa boljše, da je 60. Da lepše opaziš gibanje. Potem pa to datoteko, v kateri sem montiral, kopiram, se pravi, da imam kopijo,
preimenujem in pol iz vsega tega dolgega posnetka ven potegnem sam smetano. Se pravi, tisto, ta dobro, ta fino stvar. Ta smetana je pol namenjena za Reel ali pa na TikTok. Nalagal sem tudi to na YouTube Shorts, ampak mislim, da to ne bom več, no, ker se mi zdi, da je brez veze. Potegnem ven nek utrinek tega ta dolgega posnetka, ki ga objavim na storyju. Story vemo, da po 24 urah zgine, ne. In v storyju zraven dodam link, se pravi povezavo do YouTuba. Jaz sem zagovornik, vsi ta dobri, ta kvalitetni posnetki so na YouTubu. Ti ga gledaš širokokotno, HD, zvok vklopiš, to sem že v prejšnjem videu govoril, ne. In tam gor nalagam te ta dolge, ta lepe, ta fine posnetke, no. V storyju pa, se pravim, objavim samo ta zanimiv klip in zraven dodam povezavo do YouTuba. Pa to pol shranim pod highlights, da ostane na mojem profilu zabeleženo pod zaznamki, no, tako rečemo, da imam preveč zakomplicirano zdaj. Story po 24 urah vemo, da zgine, medtem ko Reel pa ostane v bistvu za zmeraj, no, oziroma dokler ga ne zbrišemo. Zdaj ta postopek, ki sem ti pokazal, razložil, ne, zdaj mogoče razumeš, da sem hotel vse čim bolj avtomatizirati, ne. Da si ne delam dvojnega dela, pa dvakrat klipe režem, pa skupaj sestavljam. Ko je ta dolgi narejen, iz ta dolgega kopiram, iz kopije ven vlečem pol tisto smetano, tako kot sem rekel. Zdaj nisem specialist, ne, na tem področju, tudi ne delam v marketingu, ampak moram pa reči, da imam že kar nekaj izkušenj na tem področju, ker sem skozi vsa ta leta se kar par stvari bil prisiljen naučiti oziroma spoznati, ne. Zdaj, da lahko razumeš, kaj se dogaja, treba najprej spet malo nazaj pogledati, ne. Najprej je bil YouTube. To se je začelo tam nekje konec osnovne šole pa v srednji šoli. Takrat še ni bilo veliko posnetkov. Recimo primer, ko sem se odločil, da grem preteči oziroma zdrobiti razdaljo Sevnica-Celje, to je 42 kilometrov. Vem, da sem takrat iskal neke tutoriale, neke napotke, neke nasvete, kako se pripraviti za tak tek. Ni bilo sploh posnetkov. Bili so neki utrinki, vem, da je bil en par, ki sta tekla 42 kilometrov, ampak ni bilo nekih koristnih informacij, ne. Takrat je bilo tudi kar veliko posnetkov AMV-jev. AMV-ji so bili takrat zelo popularni. Zdaj AMV pomeni, da je neki posnetek, v ozadju pa glasba. Glasba, ki je bila potegnjena dol iz interneta, pa so bili pa zraven dodani posnetki, klipi, česarkoli. Ne vem, pa so bili posnetki iz animiranih serij, pa s kakih filmov, pa s kakih, ne vem, treningov, tekem, olimpijske igre. To vem, da je bilo takrat kar popularno. Zdaj, takrat sem spoznal kar veliko dobrih pesmi, muzik, ki jih poslušam še danes. In zanimivo pri vsem tem je bilo glih to, da so bili neke te priredbe, te narejeni AMV-ji, bistveno boljši kakor originalni videospoti. Pa teh primerov ni bilo manj. Pa se opravičujem, če sem katerega užalil, no, ampak to je bila pač resnica, ne. To, kar sem zdajle povedal, si dobro zapomni, ker ti pol kasneje še nekaj povedal, pa boš skupaj povezal stvari, pa ti bo nekaj jasno ratalo. No, in potem je nastal Facebook. Se pravi, konec srednje šole. Facebook je bil takrat nadgradnja v bistvu Irca. Irc je bil takrat kot neke vrste messenger za komunikacijo. Mislim, da si se preko maila povezal oziroma vpisal in pol si komuniciral. Facebook je omogočil že malo več, ampak včasih ni bilo teh možnosti, da bi ti objavil storije ali pa kakšne take zadeve. In vse, kar si napisal na zid. Se pravi, to ostane za zmeraj oziroma dokler ne zbrišeš. In ko mi zdaj spomine za nazaj meče, se tako včasih kar malo iz srca nasmejim, sam sebi, ne. Veliko nepomembnih informacij, no. Ampak se pravim, takrat je bila to bolj kot ne najstniška aplikacija. To smo uporabljali najstniki, da smo se med sabo povezovali, družili, karkoli. Facebook je v osnovi takrat povezoval ljudi z istimi ali pa s podobnimi interesi. Tako so bile ustvarjene tudi prve skupine. Zdaj glih s tem namenom sem si tudi jaz naredil Facebook, takrat, da sem komuniciral s sošolci, sošolkami, naj si bo glede nalog, naj si bo karkoli. Facebook pagei, se pravi strani in vse te variante za story, za zdaj, ki je marketplace, ki lahko kaj prodaš, karkoli, to je bilo šele veliko kasneje pa narejeno. Na začetku v grobem je bilo samo to osnova, da si pisal, komentiral, delil, nič drugega. No in takrat sem že začel nalagati prve videoposnetke, zdaj to so bili
moji prvi treningi iz srednje šole. Se pravi, ko sem treniral v srednji šoli, v telovadnici. Recimo primer, prvi tako zmontiran posnetek za muziko je bil, ko smo se s prijateljem pripravljali za Slovenija ima talent. Takrat je bila prva sezona Slovenija ima talent. Ampak pustimo, to je zdaj spet zgodba za enkrat drugič. Ne bom za tega zraven mešal, samo toliko, da veš, tako se je začelo. Zdaj takrat si lahko uporabil pa naložil zraven katerokoli glasbo si hotel, ne. Noben te ni preganjal zaradi avtorskih pravic, enostavno si napisal ime avtorja pa skladbe, pa še tisto načeloma nisi rabil, no, ampak jaz ponavadi to mislim, da sem kar naredil. Pol istočasno v tem obdobju se je začela uporaba pametnih telefonov, ne. Se pravi, prej si to na telefonu mogel iti na Google pa preko linka, zdaj so bile pa že narejene prav aplikacije, se pravi Facebook aplikacija, YouTube aplikacija. Kasneje je bila še Messenger aplikacija. Zakaj, ne vem, ker najprej je bilo to tako, da je bil Messenger v Facebook aplikaciji, zdaj sta pa to dve različne aplikacije. No, in pa so bila ta študentska leta, te aplikacije so se malo posodabljale in potem je nastala aplikacija Instagram. Iskreno povedano, jaz najprej nisem niti bil pretirano navdušen, niti je nisem uporabljal. Cel moj projekt 365 je šel čez in pol so mi ljudje rekli, da zakaj pa nisi ti Instagrama uporabljal, pa to bilo glih fajn za tebe, bi lahko vsak dan, ko sem imel aktivnosti, objavil sliko, pa to najbolj nisem razumel te aplikacije, razen to, da so bile slike z milijon filtri pa milijon hashtagov. Pretiravam, ampak pač res je, ne, se pravi hashtag lepote Slovenije, hashtag Slovenija, hashtag fit, hashtag aktiven, hashtag ne vem kva vseeno, malo mi je bilo to vse skupaj mimo, ampak okej, ko sem pa malo bolj spoznal, da se v bistvu pod vsakim tem hashtagom oziroma lojtro, pod neko ključno besedo, nahajajo oziroma so skrite vse objave večjih ljudi, ne, je pa to v bistvu eno dobro povezovanje med sabo, ne. Stvar je še ta, da je Instagram takrat prvo naredil story, se pravi, objaviš neko stvar, pa pol po 24 urah izgine. Meni to niti ni bilo najprej spet ne najbolj logično, ne, zakaj bi to delal, zakaj bi nekaj objavljal, neke storije, pa da pol izgine po 24 urah. Če imaš ti neko dobro objavo, ja naredi, pa naj ostane. Zakaj bi se jo zdaj sramoval, pa zakaj bi mogla po 24 urah izginiti, ne. Zdaj tudi jaz navadil te storije delati občasno, včasih sem jih malo več delal, zdaj jih spet malo manj delam, ker pač, ko imam nekaj za povedati ali pa za objaviti, kar se mi zdi okej pa prav, pač pustim, da vsi vidijo in da za zmerom tam ostane. Zakaj bi pol hotel, da to izgine, ne. No, in zdaj pridemo do, jaz sem to poimenoval kaos, ne, ker je res en kaos vse skupaj postajalo, vsaj za moje pojme. Zdaj nastane še aplikacija TikTok, ne. Ne vem, zakaj mi je ostal v glavi en komentar, ki ga nikakor ne morem pozabiti, je bil pa TikTok is for people with no brain, ne. Se pravi, TikTok je za ljudi, ki nimajo pameti, ne. Zdaj očitno sem tudi jaz med temi ljudmi, ne, glede na to, da ga na žalost uporabljam, ne. Filozofija TikToka na začetku je bila kratki 30, 60, 90 sekundni posnetki z glasbeno podlago. Zdaj tudi tukaj si lahko dodajal hashtage, se pravi lojtre, podobno kot na Instagramu, s tem, da tule je bila bolj ključna glasbena podlaga. TikTok je imel eno veliko knjižnico zvokov, glasbe, muzik, in ljudje so se bolj kot preko hashtagov povezovali preko glasbe. Se pravi, ti si uporabil nek zvok, neko glasbo, naredil posnetek potem in en iz Indije, ki je uporabil isti zvok, je v bistvu sta bila najina dva posnetka povezana. Če si šel po tisto glasbo, ki je bila uporabljena, si lahko videl moj posnetek od onega iz Indije, iz onega iz Antarktike gor, ki je pingvine naganjal, skratka, stvar je bila tako povezljiva. In najbolj zanimivo je bilo pri tem to, da so bili te kratki posnetki, 30, 60, 90 sekund. Zdaj spet, na začetku so bili to kar neki plesi, brezvezni, tudi če si pogledaš, kateri je bil najbolj gledan posnetek na TikToku, ne, in pa koliko denarja tista punca s tem zasluži, in pa njeno prečudovito avtorsko delo, ne, nek beden ples, ki niti ples ni, ampak je kar nekaj vse skupaj. Ja, okej, dobro. Tako da res je bil for people with no brain.
Ampak je pa tako, da stvar se je v bistvu kasneje nadgrajevala, algoritmi so se izboljševali in ljudje so začeli objavljati neke poučne vsebine, neko bistvo, ki so povedali v 30, 60, 90 sekundah. Še več, celo neke utrinke so delali, ki so te v bistvu preusmerili potem pa na Instagram ali pa na YouTube. Se pravi, ti zdobil neko ključno informacijo in pa si šel ta dolgo stvar ali pa ta dolgo zgodbo, situacijo, karkoli pa pogledati na drugo aplikacijo. Zdaj, na začetku so bili algoritmi nekoliko slabši, so sami neki tej čudni plesi bili in to je bilo najbolj gledan, največje neumnosti, no. Zdaj pa čez dalje več različnih posnetkov, tako da, ko enkrat začneš spremljati neko določeno vsebino, ti pa tudi algoritem naprej ven deva, rine, meče, podobno vsebino, no. Lahko pa vidiš cel kup nekih neumnosti pa brezveznih posnetkov, ki ti v bistvu jemljejo čas, energijo in pa fokus, ne. No, in pa se je začel polom. No, in pa se je Instagram odločil, da bo poleg milijon filtrov dodal še možnost objave istih posnetkov kot TikTok. Se pravi, Reelov so zdaj to poimenovali. Isto stvar je dodal še Facebook in isto je dodal še YouTube. Najprej je bila omejitev dolžine teh posnetkov kar striktna, kasneje so se pa odločili, da so lahko na nekaterih aplikacijah posnetki celo daljši od 90 sekund. Kar se mi zdi še večji polom, je bil to, da se je TikTok odločil, da ne bojo samo filmčki, ampak da imaš možnost tudi dodati sliko in pa zraven zvočno podlago. Se pravi, prej si lahko objavil na TikTok samo videoposnetek, zdaj lahko pa tudi sliko. In kaj se je zdaj naredil? Zdaj imaš 4 iste aplikacije, ker lahko objavljaš popolnoma iste stvari, ni tako kot na začetku, ki je imela vsak svoj namen. Posnetki, ki si jih prej gledal na YouTubu v HD, so zdaj pristali neke zrezane variante na TikToku, na Instagramu, na Facebooku in tisti ta dolgi, ta kvalitetni posnetki so čisti izviseli, ker so zdaj do poudarka prišli samo tej kratki reeli oziroma tej kratki posnetki. Zdaj, kaj so kle s tem dosegli, naredili, ne vem, za moje pojme nič. Zdaj imaš 4 iste aplikacije, ki so v bistvu različne. Ko ti objaviš posnetek na TikToku, recimo, pa že imaš zraven skladbo, glasbo, muziko, na beat zmontirano, super fajn, in zdaj hočeš ta isti posnetek objaviti na Instagramu. In ti ne bojo dovolili, ker ti ga bojo blokirali, ker kršiš avtorske pravice. Ker, če želiš ti objaviti reel ali pa posnetek iz TikToka, ima TikTok svojo knjižnico, svoje glasbe, Instagram ima svoje glasbe, Facebook ima svojo glasbeno knjižnico in YouTube ima spet svojo glasbeno knjižnico. Ker če ti uporabiš glasbo iz TikToka, recimo, da si tam posnetek zmontiral, naredil, ti v bistvu v Instagramu pa kršiš avtorske pravice. Zato sem prej rekel, da niso dosegli, ama ništa neč, zakomplicirali so pa stvar, koliko se je le dali. Kaj to zdaj pomeni, ne vem, zdaj za ostale, ki montirajo pa objavljajo posnetke, ne vem, ampak jaz sem precej na slabšem. Ker ko se enkrat potrudiš pa narediš en dober videoposnetek, pa ga lahko objaviš samo na eni platformi, pa ga hočeš pa še na ta drugi, pa ti več ne pustijo. In tista stvar, ki sem prej rekel, da je cilj čim bolj, da je avtomatiziran, da imam čim več posnetkov, ki ga ven potegnem, ga zrežem, ga prilagodim na beat glasbe, na ritem glasbe, vse in ga potem bi želel objaviti pač vse posod, ne? Ja ne boš, ker kršiš avtorske pravice, tako da ga boš za vsako platformo boš posebej zmontiral, pa posebej naredil, pa posebej prilagodil, ker boš ekstra glasbo za vsako to socialno omrežje, platformo, kakorkoli socialna omrežja, za vsako aplikacijo posebej mogel zbrati. Tako da, bože milijej, zakomplicirali, koliko se da, ne? Zdaj, a se spomniš tistega na začetku, ki sem rekel, tole si pa malo zapomnim, kar bom zdaj rekel. Dolgi videoposnetki, AMV-ji, glasba v ozadju, to je to, ne? No, vidiš, to zdaj kle se je totalno zgubil. A veš, če se za moment postaviš v kožo tistega, ki montira posnetek. Pusti mene, kjergakoli. Recimo iz nekega filma. Ima neko glasbo in z filma ven pobere najboljše klipe in zmontira. Bom dal primer, evo, mojega brata. Moj brat je naredil en lep posnetek AMV, Fast and Furious, mislim, da je takrat imel celo 4 milijone ogledov, celo nekaj še več. V glavnem, dobro moj ratelj.
Vem, da je za tist zgubil kar nekaj časa, mislim, da je en teden sestavljalo vse skupaj. Ja, in zdaj se je vse to zbrisalo, zginilo, ne. Zato, ker je on zdaj kršil avtorske pravice, ker je uporabil glasbo, ki jo je dol potegnil in uporabil v programu, ne. Če bi pa zdaj isti insert izrezane pesmi uporabil iz ene od teh knjižnic, pol bi bilo pa v redu, pol pa ni nič narobe, ne. Tako da te stvari so se zdaj zakomplicirale res kar precej, no. Zdaj se je zgodilo celo to, da so tudi te pesmi copyright free, niti niso vse copyright free. So začeli to zanalašč izkoriščati, zato da so objavljali glasbo, ki je avtorsko zaščitena in ni copyright free, in to delajo ravno zaradi tega, da nabijajo oglede na svojem kanalu, ampak kad ti to pesem dol potegneš, jo uporabiš in naložiš na katerikoli kanal, jaz na YouTube, moraš pa začeti pošiljati ugovore, ker te takoj najdejo, ker so filtri zdaj že tako dobri, da čim ti imaš neko glasbeno podlago, ti jo blokirajo in moraš pol ti poslati ugovor. In moram reči, da sem za zadnje čase kar veliko ugovorov poslal, no. Pravzaprav mislim, da lahko rečem, da sem za vsak video posnetek, kjer je bila noter glasba, tudi če je bila copyright free, sem mogel poslati ugovor. Zdaj, kako izgleda ugovor, jaz vedno napišem, da ne kršim avtorskih pravic, da z videoposnetkom ne služim denarja in da je avtor in pa naslov skladbe naveden v opisu. To je to. Od spodaj se moraš podpisati in pa pošljem. Lahko se zgodi, da bo enega dneva tudi moj kanal blokirali. Bomo videli. Bi mogoče izpostavil kak tak primer, ki je dlje časa, več ur, več dni montiral nabit glasbe. Ja, jaz. Pa ne enkrat, ampak večkrat. A veš, kad ti montiraš dlje časa na neko pesem, vsak klip posebej nabit, tukaj gre kar precej časa, ne, in pol, kad ti blokirajo, moram reči, da je veliko slabe volje, no. In zdaj dejansko na koncu, ko potegneš črto, ne, tudi oni, ki se ne trudijo toliko, pa ne vložijo toliko enega časa v nek videoposnetek, pa kar nekaj na hitro zmontirajo, pa zmečejo skupaj par klipov, pa jih objavijo 10 na dan, dejansko pridejo bolj čez, kakor pač nekdo, ki se malo bolj poglobi, pa ki rad da od sebe en dober pa kvalitetni izdelek, ne, ali pa posnetek, kakorkoli, ne. Še ena velika neumnost, ki so jo tudi naredili, ne, za moje pojme, je to, da je od zdaj naprej recimo na Facebooku vsak videoposnetek je reel. Se pravi, prej je lahko bil klasičen videoposnetek, pa so reeli bili tisti kratki videoposnetki, zdaj je pa avtomatsko vsak posnetek reel. Zakaj pa je zdaj to težava? Saj to pa ni problem, ne. Ja, je problem. Se pravi, zdaj nekdo, ki snema posnetek s telefonom, ne, po koncu, okej, se ti bo videoposnetek po koncu prikazoval, je to super za reel. Jaz pa snemam vse tako, ne. Se pravi, vse kamere snemajo tako, ker tudi jaz hočem, da se posnetki gledajo tako, ker da ti malo več vidiš, da čim več vidiš na zaslonu, na ekranu, ne si bo to računalnik, monitor ali pa televizija, ne, ali pa tudi če je telefon, pač ga ležeče obrneš, ne. In zakaj je zdaj Facebook šel v to, da se vsi posnetki prikazujejo kot reel, ne vem. Hočem to povedati, da zdaj vsi moji posnetki, ki so ležeče prikazani, so pokvarjeni, ker ali so porezani po robovih, ali jih pa obreže cel kup, ali jih pa popač, se pravi še pomanjša. Ko ti po koncu gledaš, se pravi, je moj posnetek prikazan takole na veliko približno, ne. Takole. Tako da, ne vem. Sam še slabi je. A je lahko še slabše? Ja, lahko je še slabše. In sicer na moji Facebook strani Gregor Divjak, ki je namenjena pač prikazovanju športnih izzivov, posnetkov, slik, ne morem več promovirati svojih videoposnetkov. Zakaj? Zato, ker sem blokiran, oziroma mi je to onemogočeno. Zakaj in kako mi je onemogočeno? S prijateljem smo raziskovali in prišlo do ugotovitve, da so mi to onemogočili zaradi tega, ker sem naredil eno hujšo kršitev. Katero kršitev? Oktobra leta 2021. Kaj pa je bila ta kršitev? Objavil in promoviral sem videoposnetek, moj videoposnetek, Planet TV. Jaz sem bil takrat v enem šovu, reče se Exatlon, in potem sem bil zjutraj v eni oddaji Jutro na planetu. Tam sem dal neko izjavo, približno 5 minut je to trajalo, in Planet TV je rekel, da se s tem strinja, da s tem nima težav, če jaz pač ta videoposnetek kjerkoli objavim,
Pa sem rekel, da bom tudi napisal, omenil bom njih in napisal bom, da so oni avtorji posnetka. Facebook se seveda s tem, ker ni strinjal, ne, brez da bi me kdo karkoli vprašal, so mi kar to onemogočili, ne. In zdaj, kar je najtežja stvar, ne, jaz sem želel zdaj pač njim tudi ugovor poslati, z dokazili in tako naprej, ampak tudi tega ne morem narediti, ker ni nikjer nobenega kontakta. Bilo je pa nekje napisano, da edina možnost, da se ta konflikt reši in da se mi to omogoči, je, se pravi, da se prijavim na sodišče, da tožim sam sebe in da dokažem, da sem nedolžen. Ja, če bi to šel narediti, verjetno bi me sodnik najprej vprašal, če sem mentalno čist zdrav, ne. Pa bi vprašal, kje je tožeča stranka, ne. Verjetno se tudi noben od Facebooka ne bi naslikal tam, tako da je bedarija na kvadrat, ne. Zato mi začenjajo iti nekatere tele socialne omrežja pa platforme čezdalje bolj na živce, no, če sem čisto iskren. Moram povedati, da tudi YouTube ni več to, kar je bil. Motivacijski, dobri, hudi videoposnetki so bili blokirani oziroma zbrisani iz YouTuba. Zato sem tudi zdaj jaz obral čisto eno svojo filozofijo, če najdem kakšne dobre posnetke, ki so mi všeč, ne govorim o svojih, govorim o ostalih, si jih enostavno shranim na disk. Tako da jih imam pa za zmeraj. Ne vem, meni je to neumno, kar delajo, ampak okej, prav. Zdaj isto se dogaja z Instagramom in s TikTokom. Nekateri dobri videoposnetki, ki sem jih imel med zaznamki shranjene, so bili zbrisani, blokirani, tako da zdaj, ko najdem nek dober videoposnetek, si ga kar shranim na disk, pa hvala lepa. Žalostno se mi zdi, da neki posnetki, ki so dobri, kvalitetni, ki motivirajo ljudi, prikazujejo neko zgodbo, se blokirajo, brišejo. Tam, ki pa gledam one OnlyFansice, ki plešejo na pol nage, to je pa v redu, če je pa avtorsko, je pa v redu, pa če jaz enega tam v kopalkah po bikiniju snemam, to tudi ni v redu. Mislim, je tudi v redu, tudi če nimam jaz njegove privolitve, ne. Ne vem, meni se zdi, da te stvari, tudi če so se spravili tudi tako zaostriti, imajo še kar veliko lukenj vmes, pa veliko stvari za popraviti, no. Imam pa tudi občutek, da se mogoče ene stvari malo načrtno tako peljejo, zato, da čim več neumne vsebine prikazujejo po spletu in to se gleda in algoritmi to rinejo naprej. Dobro. Je pa res, da je stvar ratala spet tako, da veliko jih je začelo služiti denar na ta račun, veliko jih je začelo te možnosti izkoriščati, zato da so promovirali svoje stvari, svoje izdelke, svoje firme in avtomatsko smo pa vsi padli v isto vodo, v isto reko, ne, in to je to, ne. In zdaj, tudi tisti, ki nismo s tem služili, ne, pa nič imeli v bistvu od tega razen nek užitek, neko zadovoljstvo, neko zgodbo peljati, nekaj pustiti za sabo, smo zdaj isto prikrajšani kot oni, ne. Zdaj na koncu se je treba vprašati, če jaz delam te posnetke, montiram po več ur, za vsako aplikacijo posebej, pol pa vse te težave, kak je smisel tega. Kaj, če bojo te posnetke enega dne blokirani? Kaj, če bo moj kanal blokiran? Kaj je sploh rdeča nit tega projekta, ne? Saj to sem v prejšnjem videoposnetku povedal. A je snemanje pa objavljanje videoposnetkov je mogoče kaj drugega. Meni se zdi, da sem že tako in tako zabil preveč časa z vsemi temi omrežji, objavami, montažami, prilagajanjem, nekega tistega ta hudega rezultata ali pa nekega željenega, pričakovanega rezultata pa ni bilo, ne. Fokus se mora vrniti tja, za kar je v bistvu ta projekt sploh nastal, ne. Se pravi, športni izzivi, napredovanje, spoznavanje novih ljudi, treniranje, to. Zdaj spet, po drugi strani sem hvaležen za vse te probleme, da so se zdaj pokazali, zato ker sem spoznal, kako zelo šibke so te platforme, ne, oziroma stvari, ki jih objavljamo, ne. Koliko hitro se zgodi, da ti blokirajo lahko račun, kanal. Mislim, da bi bilo res bolj pametno, da se več ukvarjam z aktivnostmi, kakor pa z montažami, ne. Problem pri meni je, da sem navajen, vsaka stvar naj bo kvalitetna, ne, da se čim bolj potrudim, da čim boljše naredim, da čim boljše izpade, ne. Ampak tukaj zdaj bo pa treba to spustiti, ne, se pravi, delati malo bolj hitro pa magari pustiti, da je mogoče kaka stvar bolj površno narejena. Zdaj iz tega, kar sem povedal, sledi tudi, da bo mogoče kdaj kaka moja aktivnost predstavljena samo za 30, 60 ali pa 90 sekundnim posnetkom. Se pravi, samo z onim kratkim merilom, ne. Pri enih aktivnostih je brez veze, nekaj filozofirati, a veš, zdaj nekdo, ki se pelje s kolesom,
lahko ta posnetek prikažeš na 100 različnih načinov. Lahko na hitro malo sebe posnameš, malo kolo, malo iz vidika balance, kako je izgledalo, malo naravo, pa okolje in je to. Lahko pa z dronom snemaš različne kote, narave, lahko kamero daš na balanco, lahko jo daš na sebe kam, lahko jo daš na pedale, na okvir od kolesa, Da se pa marsikaj delati, pa ustvarjati. In ja, mogoče sem hotel preveč kvalitetne, posnetke, pa ne kvalitetne v smislu profesionalne, ampak v smislu, da je čim lepš, čim bolj vidljivo, čim bolj tekoče, čim boljša glasba, da čim bolj not padeš. Ker tudi sam sem rad gledal take posnetke, tako da bom tukaj mogel iti en korak nazaj na trenutke. Zdaj, objave izgledajo tako. Jaz najprej, ko naredim aktivnost, pripravim eno objavo iz slik, se pravi fotografij, in pa naredim en opis, kratek opis. To objavim na Facebook strani, ne na osebnem profilu, na Facebook strani Gregor Divjak. Stran je bila narejena glih s tem namenom, da se prikazujejo te športne aktivnosti, izzivi, medtem ko moj osebni profil je pa, rečemo, tudi za kakšne bolj osebne stvari objavljati, ali pa za ljudi, ki se osebno poznamo. Facebook stran pa tudi, če me ne poznaš, nič hudega, se nima veze, tam pač objavljam te športne izzive. Potem pa sledi montaža dolgega videoposnetka, tako kot sem že rekel, ta gre na YouTube v HD resoluciji ven, kjer podrobno prikažem to aktivnost, opišem. Isto aktivnost, isti videoposnetek objavim tudi na Facebook strani, to pride kasneje z zamikom. Zdaj, zakaj objavljam in na Facebooku in na YouTubu? Glih zato, če se ena platforma mi onemogočila ali pa zbrisala ali pa zablokirala račun, bi pol to ostalo še na ta drugi. Ampak zdaj imam s Facebookom v bistvu čez dalje več težav, tako da bomo videli, kako dolgo bo še šlo. No, zaenkrat tako delam, tako bom vztrajal naprej. Če se pa kaj spremeni, so pa pač spremenili. Pa tako, kot sem rekel, iz te dolge aktivnosti potegnem ven še ta dobro stvar, tisto smetano, temu se reče reel, in ta kratek videoposnetek objavim ponavadi na TikToku in pa še na Instagramu, kot reel govorim. Zdaj na Facebook pageu Gregor Divjak, tam pa včasih objavim še kak tak sladek trenutek, kak ta zanimiv utrinek, rečemo, neke aktivnosti, včasih pa tudi ne, čisto odvisno, koliko je. Zdaj, škoda se mi zdi, rad bi predstavil še neke zgodbe iz preteklosti, ki so bile zelo slabo predstavljene ali pa sploh niso bile. Škoda se mi zdi, da bi ostale samo v moji glavi, tako da se bom potrudil, da bom tudi tisto prikazal čim bolj nazorno. No. Nekatere aktivnosti pa, tako kot sem rekel, bojo pa zdaj pač bolj na hitro predstavljene. Bojo pa mogoče samo neki posnetki 30, 60, 90 sekund in to je to. Se ni kaj za filozofirati. Jaz sem bil ponavadi navajen bolj kvalitetne stvari, pa kvalitetne izdelke dati od sebe, ampak zdaj vidim, da je prioriteta nekaj drugega. Da jaz delam te izzive, aktivnosti, bo včasih kakšna aktivnost pač zdaj zaradi tega bolj na hitro predstavljena. Sej nima veze. Enkrat bo ena bo kvalitetna, druga pa malo manj. Ampak še zmeram, če hočeš razumeti zgodbo ali pa občutiti, boš še zmeram lahko občutil. Zdaj, če me bojo pa čisto zaprli pa stisnili v kot, pol bom pa tudi to nehal delati. Bom pa šel par korakov nazaj, bom pa samo objavljal slike. Zdaj, če pa še to ne bo šlo, pa bom pa začel na roke pisati zvezke, pa knjige, pa noter slike limati. Tis mi pa ne more noben vzeti. Bo pa škoda, ker ne bojo drugi videli, ampak okej, nima veze, bo pa za mene ostalo. Pa bom imel, tako kot so Andersenove pravljice, bojo to Divjakove pravljice za lahko noč. Bojo pravljice po resničnih dogodkih. Tako kot sem rekel, še zmeram velja razmisliti, ali bi aktivnosti snemal tudi v angleškem jeziku. Res bi mogel pa samo na kratko tisto bistvo povedati, to smo delali, konc. Bomo videli, puščam odprte možnosti, škoda se mi zdi, da bi omejen sam na 2 milijona ljudi. Zakaj rečemo v množini, bomo videli, zakaj ne bom videl. Mogoče ta zanimivost za tem projektom, to zgodbo, ne stojim sam jaz, stojim sam jaz zdajle pred kamero, ampak moram reči, da kar nekaj ljudi, prijateljev, sodeluje tukaj zraven, mi pomaga. Ne si bo, ko je treba kak izziv posnet, kak nasvet pri montaži, kak nasvet pri objavah, opisu. Sem hvaležen vsakem za to pomoč, upam, da bomo sodelovali še naprej, pa da bomo to zgodbo še naprej tako fajn peljali. Zdaj pa baterija na 1% in tudi jaz sem počasno na 1%, mislim, da je to. Še ena zanimivost, mogoče bi se lahko v prihodnje kje pomagal z AI, z umetno inteligenco.
Ne v smislu, da bi fejkal neke posnetke pa prikazoval nekaj, kar ni res, ampak da bi lažje prikazal tisto, kar je bilo res, tisto, kar sem doživel, pa mogoče nisem mogel najlepše ali pa najboljše posnet. Mogoče še en zanimiv posnetek enega hollywoodskega igralca, ki je bil narejen z umetno inteligenco, in sicer čisto preprost, kako ješ špagete. Prikazan je pa v bistvu razvoj umetne inteligence zadnjih 4 let. Vse je bilo umetno generirano, evo, kot zanimivost. To je to. Ah, that's hot. That's hot. Uncle Phil, come try this. Fresh pasta of Bel Air. So have you heard of Kling 3.0? I heard it can create multiple scene cuts like this with a single prompt. And it knows when to cut to whoever is talking. But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? I guess I didn't, sir. Study harder, kid. Eat your spaghetti.